vprašanje za katerega od gostov? Mislim, da bo ta knjiga, ti zapiski svetega papeža Janeza Pavla II, ki je zdaj v jezik prevedeno dober odgovor dvema italijanskima novinarjema, verjetno nekdo od vas prebral to knjigo Bliskovita beatifikacija Janeza Pavla II, kjer ravno papeža ne kritizira tako do ozadje, kako je prišlo do tega, do beatifikacije, pa zelo predstavita negativno v odnosu do cerkve, vsta proces, kaj vse je bilo zadaj. Me zanima, res vsega, da je celo knjigo nisem prebral, sem je zdela že malo zoprna, ki je tako napisano v tem stilu proti cerkvenem. To je šlo nazaj prejšnjo leto, skoraj že pri Modrijan založbi, predvsem je bila zajetna knjiga, ki o tem govori, samo ta ti zapiski bojo dober odgovor, kdo je resnično Janez Pavle II. No, in bi sem to še dodal, da pri tem človeku je bilo tako jasno, že takoj ob njegovi smrti in tako močna želja ljudstva, da ga razglasijo za svetnika, da ni bilo dvoma, da je vstopil v srce ne samo vernikov, kristjanov, ampak tudi drugih ljudi, ki iščejo očeta. Zdi se mi to njegova največja razsežnost. On je bil res oče vsega človeštva. Ker vsi imamo hrepenjenje po očetu, imamo hrepenjenje po izvoru, odkoder izhajamo, po varnosti, po gotovosti, po besedi resnice. Svet danes živi zbegan od vseh različnih informacij, polresnic in tako naprej. On je dal jasno besedo, gotovo besedo, za katero je pričeval svojim življenjem, svojim zgledom. On je nagovoril vse vrste ljudi, ni bil samo teolog, pastir, bil je tudi umetnik po srcu, vse drugo, imel je glas, imel je nastop in mislim, da je to glavni razlog tudi, zakaj je bil tako hitro razglašen za svetnika, ker ni bilo dvoma o njegovem svetniškem življenju, bil je blizu vsem, tako da to sem hotel poudariti, recimo ta očetovski lik papeža se mi zdi, da je ena najvažnejših značilnosti. No. Jaz sem malo kar nekaj letih spominal na papeža Janeza Pavla II. Bi povedal, da je on svetnik, ki ni moteč. Običajno so svetniki včasih malo težki in jih je pravno težko prenašati, sprejemati v njihovi drugačnosti. Pri Janezu Pavlu II. Tega nisem doživel. Ta njegova preprostost, odnos do človeka, potem globina, tako da in vsakemu se je posvetil, ni šel hitro naprej, da se vsakemu posvetil, tako da imam lep spominjanje, in zelo hvaležen za to knjigo, da ste izdali, bom jo tudi zanimanjem prebral. Imam tudi njegovo štolo, kot relikvijo, ki mi jo je dal v njegovi svoji zlati maši. In sem to shranil, oziroma dal sestra Clarisa v Nazareh, da jo hranil in jo rečivo je tam, tako da. Pa nekaj roženec, pa to se. Hvala. Je mogoče še kakšno vprašanje? Najbrž se bo treba poglobiti v to knjigo, pa se bodo še potem porajala vprašanja. Jaz bi gospoda Načkova vseeno vprašala, a vi pišete zapiske? Ne. Zapisati zapiske je treba biti priden. In nekaj te pridnosti mi manjka. Ponižno priznam. Pa najbrž, pa čas tudi, ne. Pišete poezije? Telni pasati. Jaz se vam vsem trem v imenu založbe zahvaljujem, ne samo zato, da ste si danes vzeli čas, pa prišli sem, ampak tudi, da ste sodelovali pri nastajanju te res pomembne knjige, na katero smo pri založbi še posebej ponosni, da nam jo je uspelo, da je zagledala luč sveta tudi v tako hitrem času, ne nazadnje. Vas pa vabim res k branju in da se še zadržite tukaj v kakšnem prijateljskem klepetu, smo še v velikem tednu in v času polnem upanja, tako da bi tako optimistično zaključili današnji dan. Hvala lepa.